Dan odprtih vrat je letos drugič in moram reči, da je odziv nepričakovano boljši kot lansko leto, česar smo zelo veseli, tako da upamo, da bomo to prireditev obdržali kot tradicionalno, jo poskušali še izboljšati. Nimamo sicer zdaj še idej kaj, ampak prav gotovo jih bomo dobili zdaj, ko bo tole za nami in bo vsak imel kakšen predlog. Je pa v bistvu to namenjeno širšemu občinstvu, ki sicer, bi rekla, vsak dan nimajo stika s konji, da vidijo in doživijo konje, predvsem športne konje, malce drugače. In tudi malo bolj odblizu kot drugače. In seveda s tem namenom tudi prikazujemo te različne discipline, od dresure do preskakovanja in western jahanja, ker so to le športi, ki so, bi rekla, mogoče omejen na ožji krog ljubiteljev, pa niso tako obiskani strani občinstva, kot mogoče kakšni drugi dogodki. No, v našem programu danes je, kot sem že omenila, prikaz teh različnih zvrsti, športnih zvrsti, potem imamo prikaz šole jahanja. To so pač naši učenci pripravili krajšo točko, da se vidi, kaj se lahko naučijo pač pri nas. Seveda bodo sedaj ti konji, ki so bili v šoli jahanja, na razpolago našim gostom, da se sami poizkusijo, kako je v resnici biti na konju. In potem je zanimiva, mislim, da predvsem za obiskovalce zelo zanimivo podkovanje konj. Delo podkovskega kovača danes pravzaprav je skoraj nepoznano oziroma ga zelo redko vidimo, no ne pri nas, ampak nasplošno. In moram priznati, da so ljudje kar zainteresirani in res pritegne eno veliko množico njegovo delo in zraven še kaj razloži in pove. Tako da mislim, da je zanimivo za res precej obiskovalcev. Ponudili smo tudi brezplačne kočije, vožnje s kočijo, tako da tukaj malo popeljejo po okolici, da tudi to lahko doživijo naši obiskovalci. Za otroke imamo na razpolago naše miniaturne ameriške konje, ki so, bi rekla, zelo prijazni in so danes deležni posebne pozornosti strani najmlajših obiskovalcev, ki jih lahko čistijo in božajo in pač se jim posvetijo. Pač to je, bi rekla, za tisti prvi kontakt s konjem, ker so majhni in ne vzbujajo nekega strahu, je prav za naše najmlajše obiskovalce vsekakor prijetno in pa posebno doživetje. No, tretjič bomo v našem centru v novembru organizirali tekmo za svetovni pokal in sicer bo to mednarodni turnir na precej visokem nivoju. Upamo, da bomo letos imeli še nekoliko več jahačev kot v lanskem letu in seveda konjev in da bomo pač bi rekla, še boljši glas, da bodo ponesli od nas še boljši glas v tujino, v svoje države in da bomo vsako leto pridobili več jahačev na naš turnir. To je od 23. do 25. novembra, zadnji vikend v novembru in v bistvu ta najbolj atraktivna tekma je v nedeljo popoldan, predvidena je za 13. uro in to je v bistvu Grand Prix tekma na najvišjih zaprekah celotnega turnirja, ki bodo na višini od 1,40 m do 1,60 m in na katerih bodo morali tako konji kot jahači pokazati svoje najboljše sposobnosti.